Ja, dober dan vsem skupaj. Ura je čas, in torej mi začenjamo našo, ne vem že koliko, Zoom, kavico. Bom za naslednji teden bom preštel, pa vam bom povedal. Skratka, danes, je, tako kot sem že prej omenil, spet enih tistih, dnevov, ko sodeluje Brigita, ki je ena od tistih, ki je zakapirala pravzaprav, da je tale Zoom kavica ne samo, da je kulturna, ampak je lahko tudi, koristna zadeva. Milojka, prosim, če ugasneš, skratka, dajte na mute, no, prosim se. Okej, tako. Skratka, Brigita je eden tistih, ki so, pogruntali, da pravzaprav se da z Zoom kavicami tudi obveščati, in sodelovati z javnostjo, kar je zdaj v teh, korona časih, zelo, pomembna stvar, a ne. Tako da, Brigita, tole 100 izletov po Sloveniji, a ne, si se spomnila zato, da bi malo, slepe razgibala, a je prav? Mogoče, Milojka, a vi lahko se date na mute? Čakaj, saj bom jaz zdajle probal. Na mute. Alt, Ali pa Dušan, če ti lahko to narediš? ja, saj bom jaz zdajle, samo da iščem tukaj. Ti je vse na mute, Dušan, pa je. Ja, pol bom dal tudi Brigito. Ja, saj glih gledam, kje je, jo iščem. Čakaj, še enkrat. No, kar Brigita, kar izvoli. Saj bom. Okej. Se mi zdi, da vsak val tele epidemije prinese nekaj novega. Ne vem, v prvem valu smo se zelo ukvarjali, s trgovinami, pa z dostopnimi spletnimi stranmi in tako naprej. V drugem valu smo pa res želeli, mogoče spodbuditi slepe pa slabovidne, da bi šli izza štirih sten, da bi šli majčkeno v naravo, zato ker se nam zdi, da je to en tak dober način, za zmanjševanje stresa, pa tudi zato, da se bomo po vseh teh valih korone še lahko sploh premikali, da bomo ohranili eno temeljno kondicijo. Aha, zdajle sem malo gledal, za tole, kdo je prisoten gor. Skratka, v redu, se pravi, moramo se gibati, saj to je res, ja, to se tudi strinjam jaz, da se premalo gibamo. Saj zadnjič mi je, ko sem klical pač, nekoga, ki je zelo aktiven pri tem pohodu, ne, je rekel, da nima časa, ker je lepo vreme, da bo raje šel v hribe, a ne. Tako da zdaj smo očitno tukaj zbrani sami taki, ko pravzaprav premalo hodimo, a ne. Skratka, zdaj, zakaj 100? A kdo ugane, zakaj 100? Za našo 100-letnico. Ja. Bravo, Brane, 5 sedi. Ja, predvsem zato, ker zveza v lanskem in tudi podaljšano v letošnjem letu praznuje 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih. Tako se mi zdi, to je ena taka velika stvar, no. 100 let, odkar slepi in slabovidni v Sloveniji organizirano skušajo, doprinašati k družbi. 100 let, ko si slepi in slabovidni prizadevajo za to, da bi bil položaj slepih in slabovidnih boljši. In v resnici se mi zdi številka 100 izletov tudi ena taka številka, ki pa že omogoča neki tak nabor, da bojo ti izleti zares razporejeni po celi Sloveniji in bo vsak, ki bi hotel se odpraviti, na neko novo izletniško točko, našel nekaj zase. Pa to je zdaj, se pravi, to so izleti, ki so brez avtomobila, se pravi, javni prevozi, a ne. To je sicer majčkeno včasih precej, problematično, ne, preden prideš ti do štartne točke, že kar nekaj časa potrebuješ, a ne.
Ja, ne, sej opisi izletov so pač zelo popularni, zelo moderni, lahko jih najdemo v revijah, na spletu, kjerkoli. Ampak ko pa želiš zares najti en opis izleta, da bo dostopen slepim in slabovidnim pač z javnim prevozom peš, a ne, ja, pa nastane problem, no. Zelo velikokrat se zgodi, da so opisi taki, ne vem, vozi po avtocesti do določenega kraja, potem na tem in tem izvozu zavij, ne vem, ven in potem se pelješ še, ne vem, 3 kilometre do parkirišča in tam je to izhodišče, a ne. Ampak to izhodišče je pa v resnici, ne vem, 2 kilometra od zadnje avtobusne postaje. No, ampak glej, saj nazadnje, saj ti ni treba iti na Triglav, a ne? Saj ti lahko greš v bližnji park, ne? Ja, pač, Se ti ni treba peljati 30 kilometrov stran, ampak je to čisto dosti, da stopiš ven, pa da greš tam čez cesto v en park in da tam v bistvu, ne? tako, no, se mi zdi, da, no, vsaj jaz sem se počutila pač precej utesnjeno, ko so bile občine spet zaprte, verjamem, da se je tudi še kdo drug tako počutil. Ampak, a ne, potem, ko razmišljaš, kaj pa iz te situacije vseeno lahko potegneš, pa sigurno je bila priložnost, da smo lahko pač kraj, v katerem živimo, pač nekateri živimo v večjih krajih, nekateri v manjših, a ne, ampak ja, spoznali boljše, no. In sem prepričana, da skoraj vsak kraj ponuja eno zanimivo točko, ki bi jo bilo vredno videti. Sej, čemo kar malo si izmenjevati izkušnje, ne? Recimo, Jošt, a se slišva? Ja, zdaj se vas sliša. No, glej, ti si že neke ene stvari predlagal, a ne, pa daj malo povej, kam ti hodiš, ti si zelo, kakor sva se lani srečala, si rekel, da ogromno hodiš, a ne, kam pravzaprav ti hodiš tam v okolici Naklega, ne, to je, Ja, v oziroma okolici Naklega, predvsem Okroglega, to bi bilo zelo fajna izhodiščna točka, recimo da bi lahko mi reklamirali Okroglo, kot pojdite, ne vem, kam si rekel, na Krivo Jelko, ne, recimo. Ja, tle sem zdaj napisal to za Krivo Jelko iz Nakeljega izhodišče. A ne, lahko pa bi napisal tudi kar nekaj poti iz izhodišča v Okroglo. Ker jaz tudi vedno grem peš na Okroglo do doma in potem okrog tega. A ne, tukaj je ogromno poti po gozdu. A ne, in tako lahko si pol kombiniraš, bolj problem je v tem, da človek ne ve, koliko dolge poti bi tle človek opisal, ne. No, ampak če ti opišeš predolgo pot, potem obupajo ljudje, če prekratko, pa spet rečejo, nima smisla za tako malo poti nekam iti, ne. Super, da ste to izpostavili, ker meni se zdi, da je to lahko včasih ovira, a ne. Nekdo recimo si misli, saj to pa, ne vem, recimo opis botaničnega vrta v Ljubljani, to pa ni noben izlet, a ne. Ampak mi smo veseli v resnici vseh opisov izletov, zato ker pač smo zelo različni in nekomu bo v redu narediti en krajši izlet, nekdo drug si bo pa želel enega majčkeno bolj fizično zahtevnega podviga. Tako da vseh izletov smo veseli. Jože, poslušaj, recimo na Okroglem običajno, če gremo kam na sprehod, gremo dol do Save, a ne? Ja. To je recimo običajna ta pot. Včasih smo šli sicer čez gozd dol, zdaj tam zaraslo, pa hodimo zdaj naokrog. Kam bi se še dalo iti tam okrog, recimo? Ja, tukaj je ogromno možnosti, a ne. No, recimo. Ena od poti je lahko, recimo, tam en Pelnar je, tam je izvir vode, pa en opis tega pastirja, ki je pasel, včasih so krave pasali tam ob Savi, pa se gre lahko do recimo tega Stotočja, Tržiške Bistrice pa Save, pa se gre lahko recimo na Žeje, še en ribnik je, tam se to lahko ribe lovi, a ne, to je tako poslovno ima nekdo, da omogoča lovljenje rib, potem se gre lahko do Tupelj in po drugim strani, po drugem gozdu nazaj spet, a ne. To so recimo poti, ki so lahko dolge tudi po 5 ur ali pa. Lahko pa poti, ki so dolge, ne vem, 2-3 ure, a ne. Ja, super.
pa še pol kakšna kulturna dediščina še lahko vmes še damo, a ne? Ja, tako. Ja, ne. Recimo ta Udimbašt je tudi, so razne te znamenitosti noter, od kraških pojavov do spomenikov NOB in tako naprej. Pa menda se je tam zgodila tista zadeva o kranjski klobasi, a ne, ko je cesar Jožef prišel v Naklo, pa je pol... Ja, no, to je tudi pripovedujejo, to je pa prav Naklem Ja, za to kranjsko klobaso, ja. ja. No, lepo. Brane, kam pa ti greš na sprehod? Jaz se Fontane piva? striktno se z asistentko odločava. Aha. Ja. Bom tole Anjo vprašal, koliko te pelje tja do fontane piva pa nazaj. Ja, blizu pa hodma, Ja. do Jermana. No, kam bi šli okrog Žalca? Na Goro Oljko je malo predavč, ne? Veš kaj, v Žalcu sem jaz mislil, pa ko bo prilike, ko imel malo več časa, bom to tudi napisal Brigiti, ne? Je varianta naslednja. Od avtobusne postaje ali železniške postaje je izredno blizu fontana. Ja, za pitje piva, ne? Ja. Res izredno blizu je, Na ne? pol poti med postajo pa tebe, ne? Približno. Tako. To je zelo blizu, tam se gre recimo na Pir, potem se gre, zelo blizu je potem tale muzej hmezada, hmeljarstva, Aha. imajo tam razne prikaz, pa domača piva, savinska pa tako naprej, ne. Potem je pa ene pol ure zložne hoje do Vrbenskega jezera, Aha, ja. je pa ena zelo prijetna, kaj že, gostilnica, ne. Ja, kadar je odprta, ko ni korone. Ja, Ja. potem, kaj so napisi za rastline, pa to so, ne. Ja, pa Ali za povej. ptiče, pa za rastline, pa ful skulptur, v bistvu iz lesa naredih, no. Aha, lesene skulpture. Ja, skozi okrog in naokrog jezera, no. Tak, lepo, ful lepo. Sej Vrbsko, ja. Vrbinsko. Vrbinsko jezero je v bistvu kot en park, ne? Ja. Ja, In to je pol ure zložne hoje. Žalce, ja. Tam malo posediš, pa to, pa greš nazaj, pa na vlak ali na avtobus. En tak popoldan zelo prijeten sprehod. Jaz sem pa še nekaj, ali niso tudi fontane, tudi terme, mislim, to mene, tu so fontana, terme v Mariboru. Ja, ti še pridemo do Maribora, to je Žalec. To je zdaj za Žalec, ja. Ja. Je še več po teh okrog Žalca, ampak tam se mi zdi res tak za en kratek popoldanski izlet odlično. Ja. Do rimske nekropole pa do Pekla je pa še precej davč, ne? Ti pa že Je davč, pa tam ni nobene take gostilnice prijetno, da bi sedel. No. So, ampak je pri Vrbenske je bolj prijetno. Aha, no, super. Drugače pa jama Pekla je pa dalj, ja. Tam pa ne vem, če se da pešiti iz Žalca. Je predavč. Ja, je kar, ti bi pa kar bil podvig Ja. za peš, no. Andrej, Šoba, a greš kaj na Jakca? Ne, na Jakca ne hodim. Ne hodiš, kam pa hodiš ti? Proti jezeru, Aha, Velenjskemu. aha, To je najlepše. to je najlepše, okrog hodiš. Ja. Je pa tudi Velenjski grad zanimiv. Aha, to je eden najlepših ohranjenih gradov, ne, na Slovenskem. Tako se pravijo, ja, pa urejen. Jaz sem bil pa tudi gledal, že nekaj cajta nazaj, mojega Šperkta je tudi zelo lep. Kje si bil, Bojan? Mojega Šperk, to je pa med Šmartnem, od Šmartna do Litije, ta stara cesta, če greš tam čez, od tega Šmartnega čez breg, čez mojega Šperk, tam čez. Ja, aha. Kaj se pa kaj vidi tam? Tam se pa vidi čez vse, cel Šmarten se vidi, pa vidiš na drugo stran se vidi, da se vidi, se druga. Aha, Ker to je čist na vrh Italije v bistvu. aha. Super. Tinka, a se Ja, slušaš? No, ti si že nekaj predlagala, ti, ko si svetovna popotnica, ja. povej, kam pa ti hodiš? Jaz pa, odkar je korona, vsak dan grem od doma peš v mesto, ker je 2,5 km v eno smer in 2,5 v drugo domov.
In ker tam srečam kakšno znanko, malo poklepetam, če nič drugega, grem na kavico, ki jo ven dobim, se usedem na sonček, spijem kavico in grem domov. Kaj pa tale tvoja evangeličanska cerkev? Ta cerkvica je na enem griču, blizu novega, tukaj blizu, novega mesta iz centra blizu, lahko se pride z avtom ali avtobusom, je zelo lepa in se vsako leto, ko je pač ta dan, tudi dogajajo tam maše, no letos lansko leto pač ni bilo. Včasih so celo skupine črnske duhovne pesmi so peli čudovite, zelo lepo, no. Lepa točka, zraven je ena hišica lesena, lepa, ki so jo prinesli iz Češke in piše na njej: zastonj čuješ, ako ti Bog hišo ne varuje. In sploh je park lep, klopce, tako da je taka lepa izletniška točka. Super, ampak to ni tista cerkev, pri kateri si ti sodelovala za obnovo? Ne. Ta cerkvica je gotenska, naša vas bila včasih Gotna vas, zdaj pa Novo mesto, spadamo pod mesto. Aha, so vas priključili. To je druga cerkvica, ja. Ja, okej. Ja. No, dobro, hvala. Torej, koga bi še pocukali? Irena, kam pa ti hodiš? Bikse vzameš, pa greš okrog Vipave, med vode. Ne sliši, dobro. Irena, no, se bo preklopila. Mitja, kam pa ti hodiš? Razen da hodiš na čik pauzo, kam hodiš? Še tako. Jaz sem pa eden tistih ljudi, ki na dan, če ima le možnost, naredim med 5 in, bomo rekli, kar 15 kilometrov peš. Zdaj pustimo to, da jaz karkoli se da po Ljubljani prehodim peš. Se pravi, če treba po opravkih, po mestu, rečemo, jaz sem ponovadi klasičen sprehod, vsaj prej, ko sem pač imel možnost, tik pred policijsko uro, sem vedno delal ta krog 6 kilometrov, se pravi od mojega doma, skozi center, okrog, do Gornjega trga, Magistrat in nazaj. Ampak sem pa v lanskem letu, vsaj v Ljubljani, odkril Golovc, po 20 letih bivanja v Ljubljani sem odkril Golovc in pa Orle, pol tudi posledično, In moram reči, da sem imel vsak dan, dejansko vsak dan, cel mesec lepo od mene, se pravi od mojega bloka, tlele v Mostah, na Golovc, pa na Orle, pa nazaj. In to je bilo 16 kilometrov, na Orlah je bila seveda ena krasna gostilna, zdaj dokler je bila odprta, si si ga prvoščil kavico, pivo, neki pač, in pol nazaj. In to je kar lepih 16 kilometrov, se mi zdi, da pride. Drugač pa moja me zelo rada vleče na vsega Boga od Kuclov, rečemo, eden izmed lepših izletov je bil v Marezige, če ste kdaj slišali, to je na Primorskem. Marezige, ja. Marezige je super, je bilo tam tako res tako domače vzdušje, zelo prijetno, ampak je pa tako, moraš priti pa z avtobusom, oziroma, mi da sva šla sicer z avtom takrat, ampak moraš priti z avtobusom, sem zdaj me ne za jezik držati ali do Izole ali do Ankarana, tam nekje v glavnem, tam se da prideti, pa nečemo, ker smo se hodili tudi kopati dol na morje, ker še ni bilo avta, da je bil cel podvig, zjutraj na vlak, do Kopra, potem iz Kopra rečemo v Ankaran z avtobusom in dejansko smo bili pripravljeni se voziti praktično 8 ur skoraj v obe smeri, spravo Ljubljana, Koper, Ljubljana, da si se lahko 2-3 ure kopal, Pač iz tega stališča je mogoče malo težko take izlete pač izvajati, ker res moraš imeti čas, zdaj, če si v službi, ga ni. Ampak Mitja, če si pa recimo v Izoli na morju, je pa mogoče lahko en dan namenjen tudi temu izletu, Če si pa v Izoli na morju, imaš pa možnosti. Fantastična pot je, rečemo, od Izole do Kopra, je 8 kilometrov dolga, tista peš pot je čudovita, se res lahko fino sprehodiš tam ob obali, to so fajn naredili.
Potem imaš pa možnost Fiese, Strunjan, Soline greš lahko pogledat. Po poti Parancane lahko greš v Portorož. Kamor češ, mislim, jaz sem itak to vse... Ali pa do Trsta. Skor, ja, ali pa plavaš na uno stran, ne, skoro se mudrijo, mislim, če češ, ne. Ja, veliko je tega, drugače pa jaz se pravim, ogromno rečem moja, ki je Štajerske, ne, ki pač zdaj živi v Sloveniji že nekaj časa. Imamo tam tudi, ne, prideš do Mozirja, imaš Mozirski gaj, potem je Braslovško jezero, Menina planina, Gole vrtače, tako veliko. Logarska dolina. Logarska dolina, Slaprinka, to sem jaz vse skozi dal. Ker moja, meni prav, ki vedno kaj rečem, kaj me vleče. Jaz bo pa še nekaj rekel, kaj pa una, sem še jaz po panoramski poti gor na Logarsko dolino, greš do Kisle vode, ker jaz vsako leto tudi jemljem, je zelo dobra voda. A ste šli tudi puni poti gor? Do Frišavov doma, kako je že brane, kako se te reče? Področiva se temu reče, sem šest na čist, greš to na čist, na Logarsko, če šel že tam na unici zgoraj. Ja, to je tisti dom, ko je zgorel, ne? Do tistega doma. No, drugače pa prej je Dušan rekel, ne vem komu, rekel, da je svetovni popotnik, ne? Tinka je. Tinka je svetovni popotnik, ne, no rečemo, jaz tudi precej, ko hodim po raznih dopustih, ne, sem tudi že bil precej okrog po svetu in moja ni srečna, če me ne vleče vsaj na 4 do 5 raznih kuctov in hribov in tako naprej, po možnosti v največji vročini, ne, tako da... Ampak je pa res, da vedno ima prav, kar reče, na koncu se boš tega tako z veseljem spomnil. Ja, se takrat blazno trpim, ker se mi ne ljub hoditi gor, ampak ker sem pa gor je pa lušten, no, tako. No, v redu, Mitja, hvala. Zdaj bomo še Slavica, kam pa ti hodiš, da nabiraš misli za to, da pišeš za naše časopise? Ja, v bistvu, da sem bila v času korone res bolj okupirana na Ljubljano, Rožnik, Tivoli, Mostec, do Živalskega vrta. Drugače pa imam vsak dan tlele, kadar sem sama, imam tle eno turo, Bežigrajsko, v bistvu okrog Soče, mogoče dol do Šmartinske, pa potem nazaj, tako da vse 3-4 kilometre naredim solo, ko grem sama s sabo na sprehod, ker tudi to pa še kdaj, da sem sama s sabo, a ne. Predvsem to mi je bila res tudi motivacija, ko sem se v ta konc preselila, ko ga nisem poznala, da najprej neko turo najdem za svojo lastno sprostitev, ne da grem samo takrat na sprehod, kadar imam spremljevalca, ampak mi je res to pomembno, da jaz ta grem kadarkoli meni paše, a ne, v bistvu, in to je meni tisto, pač, kar mi daje, dostikrat me zdaj moti ta policijska ura, ker jaz sem se znala tudi ob 9:10 odpraviti ven, recimo, a ne, zdaj me pa to malo nervira, no, v bistvu, tako da sem že študirala, če bi se policaja zlagala, da pač ne vidim na uro. Ureda zadeva. Ja, poskušam. Je pa res, ja, tako kot si rekel, dostikrat, potem, ko greš ven, doma včasih tuhtaš, kaj bi napisal, kako bi napisal, potem pa se ti dostikrat zunaj, ko nisi obremenjen z drugimi stvarmi, naenkrat naredi preblisk skozi možgane, a ne, v bistvu, tako da je res, ne, pa še nekaj, jaz sem tudi videla, recimo, ko se po puberteti s hčerjo nismo mogli doma zmeniti, sva se na sprehodu obvezno nek kompromis sklenili, a ne, v bistvu, tako da sprehod ni samo za fizično, za to fizično gibljivost, ampak je v bistvu res tudi za neko čustveno sprostitev, a ne. Veliko takih stvari zunaj v naravi, sam s sabo ali pa s kom drugim, prej dosežeš kot doma. Slavica? Ja, reci. Slavica, a lahko še nekaj povem, rečemo, videla, kadar se z mojo kaj skregava, ne? Ja. Če ona meni hoče kaj povedati, ona mene prime pod roko, me pele na sprehod, pa mi tako pol ure pridiga, ker ve, da ne morem kamor pobegniti.
Ja, sej. No, to je res najboljš, kaj mi prav razloži, ne moreš mi pobegati, me pač moraš poslušati, Bog pomagi. No, za reševanje teh družinskih problemov je res najboljš, da se človek gre v kako gostilno ali pa takole na sprehod. Ja. Tiste pol to najlažje. Ja. Dobro, Damjan Sivkov, ti si v penziji, ne da? Kam pa ti hodiš? Evo, zdaj se me po moje sliši. Ja. Dobro se ti sliši. Odlično. Evo, zdaj se me še pa vidi. Tako, živijo, lepo pozdravljen. Povej, kam si, kje se ti sprehajaš? Ja, jaz v bistvu živim tole blizu Vojnika. Aha. Arclin sicer, ne, malo pred Vojnikom, da se pravi med Celjem in Aha. znana gostilna Medved, potem pa je že Arclin. No. Ja. Ja, jaz v glavnem zdaj hodim tule okrog po teh naših takih manjših hribčkih, tako da grem tako krožno pot, pa mimo Prekorja, pa tako, ampak to zdaj bi težko ti točke, ker je v bistvu sam gost, pa travnik pa to, ne. Sem pa zdaj vmes malo razmišljal, ko ste ostali že malo povedali, že dolgo nisem to šel, je pa na drugi strani, jaz pač na levi strani te ceste, če se pelješ proti Mariboru, na desni pa potem malo naprej pač ta Vojnik, ne, to je v bistvu trg, ne, in tam so 3 cerkvice, ena je takoj na začetku Farna, mislim, da je Danijel Zavetnik, to sem že študiral, pol, ko že ga zapustiš, je gor tako na hribu cerkev Device Marije, tam so tudi neke stopnice, pa kapelce gor in greš tam gor. Potem pa mislim, da se da, ker zdaj že nekaj let nisem tam hodil po vrhu, id pa priješ do Svetega Tomaža, to je neka cerkev gor na hribu, razgleda sicer ni nobenega, pa mimo neke take lovske koče in priješ potem dol do te Farne cerkve, ki je pa v bistvu, bi rekel, bolj na začetku Vojnika, ne, taka krožna pot, ker malo seveda treba tudi uhripiti, ne, pa dol seveda, jasno. Bi pa mogel to enkrat iti, da bi malo videl, ne, kak je zdaj, ker to že, kaj pa vem, 10 let sigurno nisem tam po oni strani hodil, je pa to za kako uro pa pol po moje kar, ne. Drugače tu seveda z ženo smo šla parkrat tule gor, kaj je že, iz Šmartnega v Rožni dolini gor je v bistvu tudi cerkev, zdaj se kraja ne spomnim, vem, da smo tam hodila, smo hodili do te cerkve priti in smo bolj zalutali, smo prišli čisto tako po hribu, v glavnem je, tu je kar, da se seveda tudi že iz Vojnika priti do te točke, ampak mi smo se prav do Šmartnega pripeljali do šole, pa smo šla pol enkrat po gozdni poti gor, drugi smo šla pa dejansko po cesti, ampak ko smo prišli tih pred cerkvijo gor, smo tam falili in smo šla po neki cesti naprej in smo prišli, in potem smo cerkev v bistvu za sabo zagledali, da smo videli, da smo že preveč naprej, tu je ogromno takih hribčkov in tako in se da precej hoditi, ne. Seveda zdaj samo Celje, ne, to pa je bilo pred, pa vem, toliko in toliko leti, je pa recimo Celjska koča ali pa krožna varianta, da greš na Grmado, to je že kar Klanc, pa potem iz Grmade na Celjsko kočo, ker je na koča seveda tudi, ne, pa tudi smučišče je pač nekaj bilo, zdaj verjetno je to vse zaprt tam, ne. Tam imaš dve poti, ena težja pa eno lažjo, ne? Tam imaš, na Celjsko kočo imaš več. To, kar jaz poznam, ja, no. Ja, ena je celo tam po nekem, tam nisem nikoli šel, vse ene 3 poti sta na Celjsko kočo, no, jaz zdaj govorim, pač ena je ta, Kaj pa Šmarješko jezero, oziroma kako se že reče? Sam tole, Hudičev graben, tista težja pot na Celjsko kočo. Tako, Hudičev graben, točno, res je. Ja, no, on hrib gor, ko sem pa rekel, pri Šmartnem v Rožni dolini je pa Kunigunda, zdaj sem se spomnil. Ja, tam čez Hudičev graben nisem še nikoli hodil. Ja, tule od mene, ko jaz živim, je v bistvu 20 minut, ne, zdaj časih gremo pa tako krožno v bistvu pot, da grem tu od mene, pa tak krog, da bi šel po dolini do jezera, imam 20 minut, ampak jaz grem pač po daljši poti tako po grebenu, pa tako priješ mi tam že na to Prekorje, to je tako
naselje, bom rekel, tako malo iz Celja ven, ko so hribi in doline in tako je različeno, tako bolj, bom rekel, ni nekih kmetij veliko, ampak je bolj, da bi rekel, veliko teh hiš, no, ampak ni, da bi se oni s kmetijstvom tam ukvarjali. Nekateri par kmetij je, ampak drugače pa ne. No in potem priješ do te ceste, ki iz Prekori pripelje v bistvu do Šmartinskega jezera. In pol je recimo varianta, da greš, to so zdaj naredili tu v Celju, so se potrudili, pa so naredili tako pot, da greš v bistvu skoraj po vodi ali pa ob vodi, potem je potka in priješ do te pregrade, kjer je v bistvu pregrada na te akumulacijsko jezero, ko so ga tam leta, moja mama se še spomni, da je hodila še po tistih dolinah, ko še ni bilo jezera, to se pravi tam okrog, ne vem, po 50. letu, med 50 in 60. So to zajezili. Jaz, ko sem bil mulj, sem to hodil, pač veliko smo si upali, po jezeru, ko je zamrzno okrog, ne, sem šel okrog in okrog, teh zalivov je ogromno. No in tam je varianta, da greš pač tu od pregrade, je tako res lepa potka, in priješ tam tudi do neke koče, je pa potem še en tak del, ko so neki tudi tako močvirja, pa tako, mislim, lepa narava, tako da lahko eno tako pot v bistvu narediš, ne. Je pa varianta, recimo, da to greš iz Nove vasi, ko je tudi pot do Šmartinskega jezera, pa ta del, ko sem zdaj govoril nazadnje, pa je tudi ena taka potka. Ali pa, ne vem, iz našega konca, pa se pač tu po dolinah lahko pride tudi do Šmartinskega jezera. Jaz grem pa v bistvu, ko priješ tu iz Prekori gor, grem pa desno, povezava narejena proti v bistvu Vojniku ali pa Šmartnem in tam pol desno zavije tako krožno v bistvu dobro uro poti, ponovadi 7 kilometrov je to, ne. Sam je pa tam nekaj asfalta, tako da jaz hodim po gozdu, po naravnih onih materialih, pa ponovadi skoraj nikoli nobenega ne srečam, ko grem tudi tak čas, ko ni veliko ljudi, da je mir, ne. Super, tole je bilo izčrpen opis. To je bil izčrpen opis, super, Damjan, hvala ti. Pa sam še za na papir dati. Ja, tako, daj pošli. Ja, vprašaj, Dušan, se veš, kaj sem ti obljubil, pa je že 2 meseca sta okoli, tako da to, me še to žuli bom napisal za ta. No, dej, mislim, neč govori, samo vse, veš, to je boš videl, ko se enkrat usedeš in začneš pisati, te vleče. Lahko jaz nekaj povem? Ja. Jaz bi predlagala, da vsak, ki sporoča pač o svojem tem točki potovanju, da se pokaže njegova fotografija, katero je poslal na društvo, da si lažje predstavljamo. Načrt imamo, da potem, ko zberemo te izlete oziroma ko se konča nagradna igra, pač verjetno bo treba majčkeno vse en te opise, čeprav so zelo dobri oblikovati, pa dati eno enotno formo in tako. Ampak na koncu jih bomo objavili na naši spletni strani in jaz si želim, da bi jih tudi nadgrajevali še potem, pač, da se ne bi končalo zbiranje, ne vem, točno s koncem maja, ne? Ampak da ko nekdo dobi idejo za nek dober izlet, ko ga najde, lahko še vedno pošlje opis, pa ga pač dodamo na spletno stran. Izvoli, Tinka. Točko se pošlje, ali je samo en prispevek možen? Ne, več prispevkov je možno, neomejeno. Tinka, zdaj si kamera se je sklopila, zdaj te ne vidim. Zdaj bi pa jaz Adelo dal. Adela, ti si bila mravljica, ki je to zbirala in si jih kar nekaj zbrala. Koliko smo jih pa zbrali, če lahko poveš število, če Brigita dovoli, da poveš število? Zaenkrat smo jih zbrali 22. Aha, to je iz cele Slovenije? Ja, iz cele Slovenije, se pravi za ene par krajev, mogoče za kakšen kraj 3-4, za kakšen nobenega, za kakšen enega, to je zelo različno. Aha, daj malo povej, no, o teh izletih še tako. Zdaj imaš besedo, zdaj izkoristi, saj veš, pol vprašanje, kdaj spet dobila. Zdaj, ktoré poslušam, si mislim, da bi prav hitro lahko imeli 100 izletov, ampak dosti rajši hodimo, kakor pišemo in zato dobimo bolj malo, no, to je treba reči. Glede na to, da se mi zdi, da če zdaj tlepo verjamem, precej hodimo zunaj, samo nekako ne pišemo.
Na kam pa ti hodiš, recimo? Jaz, zdaj, odkar imam službo, bistveno manj hodim. To je Zdaj več ali manj po Ljubljani. Drugače, najrajše pa hodim v eksotične kraje, v take, kamor se ne pride z javnim prevozom. Bo treba pa še kakšno prednočišče dobiti, ker avtobus ne vozi vsak dan, pa vozi take čudne ure, da čeprav ne pridejo. Kadar sem pa, če imam priliko, pa več hodim, če pridem v take kraje. Ti v tvojih koncih tam, ko si ti doma, ne, to je, ki je dol blizu Cerkniškega jezera, ne? A to blizu ni, no. Do Cerkniškega jezera je, pa že. Ti si Loški potok. Enih 20 kilometrov bi pa bilo, no. Ja, no. Ok, kam pa hodiš? Na Slivnico? Tudi tisto je malo predaleč. A je, kam pa? Ja, hodim kaj bližje okoli doma, no. Mogoče niso tako strašno znane kraji, ampak... Zdaj tako, za nekatere je, ne vem, Smreka je enaka, Kucel je enak, enim je pa všeč tudi tako, ker mogoče ni tako obljudeno in obiskano. Ti, zdaj, dobro, vse to je zdaj, ne bom zdaj postavil vprašanje, kjer izgled se ti je zdel najlepši, ko si ga dobila, ampak daj malo povej, no, o teh izletih. Eni so bolj komplicirani, so manj komplicirani, so bolj zanimivi. Daj malo jih tako malo specificiraj, no, recimo. Kaj pa vem, zanimivi se mi zdijo kar vsi. Všeč mi je tudi, da so različni, da so eni so, ne vem, napisano natančno, toliko kilometrov, toliko korakov, eni so bolj površno, ampak to, da je, no to pa tudi, če kdo pol ne napiše, na primer, kakšnega izhodišča, javnega prevoza in to pol vprašam, pa še dodatno pošljem kakšen mail, ne, še kakšno pojasnilo, da drugače pa fajn, da so različni, da so različno dolgi, da so v različnih krajih, ne vem, tako da je nekaj več izbire, da vidimo, da smo različni, da ni vse po istem kopitu. Daj povej, zdaj rekla si iz vse Slovenije, da so dejansko izleti, a ne? Zdaj, iz katerega dela... Vse še nismo pokrili. No, iz katerega dela jih je recimo največ, od kod jih je pa najmanj, no, tako? Recimo za Ljubljano imamo samo en izlet. Največ jih je, bi rekla, Novo mesto. To je... Pol je pa Maribor blizu, pa Kobariški konci, tudi kar lepo opisan. Pol je pa že bolj malo, pa še pride, mislim, dobro, saj za Gorenjsko je tudi samo, kar je ta gospod Jošt poslal, Kriva Jelka, ampak če gledamo, da nas je veliko v Ljubljani, da nismo mogli ven z Ljubljane, pa samo en izlet za Ljubljano, se mi zdi pa, da je to res najmanj. Sorry, ker sem se omešal, ampak jaz mislim, da je to predvsem zato, ker Ljubljana je v glavnem mesto, v bistvu lahko greš Šmarna gora, lahko greš mogoče Tivoli, Rožnik, Golovec, pa se pa že po moje v glavnem nehal, vse ostalo so pa pozidali. Ja, to je res. To je res, ampak tudi Maribor je mesto, pa imamo kar nekaj izletov. Tudi Novo mesto, dobro, ima še nekaj okolice, ampak dalo bi se, sam ne pišemo, pa ne pišemo. No, ampak sej smo rekli, da pravzaprav sploh ni bistveno, da gre človek na Golec, na Triglav, na Pohorje, da je v svoji okolici, da greš tudi v mesto, se pravi v parka, ne? Da greš malo v predmestje, tako kot je recimo Damjan opisal poti okrog svoje širše okolice, a ne? Pa bi jaz lahko rekel, sorry. Čakaj. To očitno hodimo malo v park, malo v predmestje, malo nekam tako, ampak napišemo pa ne, to pravim. Ja, no dobro. Kot izleta pa tega ne napišemo, tako da... Mogoče... Jaz samo vmes nekaj povem. Izvoli, Slavica, potem pa Brigita. Recimo, kako zanimivo, recimo, jaz sem v mestu prej bila dejansko skoraj vsak dan, pa tudi, ko sem v službo hodila, je center pač bil moj, ampak zadnjič sem pa po dolgem času šla čez Prešerca, sicer drugačnega Prešerca, kot smo ga bili navajeni zadnja leta,
Ampak, evo, za mene je bilo doživetje, ker sem se naslonila tam pa poslušala Ljubljanco, tako da, tako bom rekla, ta korona malo neke skromnosti pa hvaležnosti za majhne stvari prinesla. Ja. Brigita, izvoli, potem pa Irena je roko dvignila. Dobrodošla, Irena. Jaz mislim, da je res en del vzroka, zakaj ne dobivamo mogoče več izletov, res tudi ta, da se ljudem, ne vem, tisti kraji, kamor večkrat hodijo, ne zdijo nič posebnega. Ampak, ko se pa na ta isti kraj odpravi nekdo iz drugega kraja, ne, mu pa bo poseben. Ja, saj to je to, ne. Mi socialno, ko vprašaš, kaj se dogaja v življenju, ne, rečeš običajno nič posebnega, ne. Če se pa začnemo pogovarjati, se pa ugotovi, da se pa ogromno stvari dogaja. A ne, Irena? Ne vem, tole, kar se pogovarjate, jaz sem prišla samo na eno skupno točko, da več ali manj moraš vsaj majčkeno videti ali pa z nekom iti. Sam boš zelo težko šel na kakšen tak izlet. Ja. To je pač moja osebna izkušnja, zaradi tega tudi jaz ne hodim po nekih takih izletih. Imam tle eno peš pot, ki je zelo lepo narejena, 5-kilometrska, še pol kilometra imam do tiste peš poti. Sicer čist po ravnini, ampak je fajn urejena, tako da. Drugače pa meni je že zadost, da se naučim ostale stvari, kako po mestu osnovne stvari urejati. Nimam pa niti časa, niti nimam ne asistence, ne nič, ker nekdo, ki uči orientacijo, me ne bo učil na izlete hoditi, bo učil me osnovne stvari za po mestu hoditi. Kako narediti to, ono, tretje. Kako najti fizioterapijo in take stvari. Brigita, sej namen tega je, če sem prav dojel te tvoje ideje. Te reči naše. No, pa naše je v tem, da so te stvari prilagojene, da lahko slepi grejo sami, a ne? Jaz v resnici mislim, da bi slep težko šel sam na eno tako pot, ki je ne pozna, ne? Ampak mislim pa, da vseeno pač v Sloveniji obstajajo načini, da lahko dobiš spremstvo, če ga želiš in če pač je to nekaj, kar si ti želiš narediti v svojem življenju, no. Jaz sem, veš, Brigita, obstajamo ljudje, ki ne maramo ljudi, ki raje gremo sami s psom in tako in je bolj tako. Ja, vi se kar smejte. Irena, jaz te čist razumem in sej ti si rekla, da ti si našla pot, na kateri se ti počutiš udobno, domače in varno, a ne, in pač nimaš potrebe po izletih, nič hudega. Jaz bom tudi rekla, jaz vidim čist drugačno sprostitev v sprehodu, ko grem sama, ali pa ko grem s spremljevalcem. Ja, Danica, takoj boš dobila. Dobro. Ko grem s spremljevalcem, mi je to kar neka obveza, nisem nikoli toliko sproščena, ali pa asistentom, ali kakorkoli ga bomo imenovali. Pač mogoče je to še vedno preteklost, ko si sam mahal okrog v bistvu, a ne. Mogoče me to majčkeno obremenjuje, bom rekla, ampak je res to, kar je Irena rekla, dobro, mogoče še Irena ima neke druge vzroke, drugače pa res sam se svobodno ali pa dobro z družinskimi člani, to je zdaj spet nekaj drugega, drugače pa je res za slepega problem. Lej, Danica, tebe sem že tudi imel v mislih, ja, da ti bom dal besedo, pa je pol pot oziroma pogovor šel. No, dej, povej, dobro, da si se javila. Drugače pa Alt Y je roko dvignil. Sem na telefonu, sem. Aha, to je pa druga varianta, ja. Ja, te pa tako gledam. Dober dan vsem, ker sem bila bolj pozna, pa vas poslušam. Pa to, koliko ste znali povedati, to bi lahko vse fajn napisali, tako Brane, tako Damjan, Mitja pa sploh, ne, tudi če po mestu hodi, vsaj tako jaz mislim. Jaz sem nekaj napisala, samo tako kot je rekla Adela, veliko hodimo, napisati moraš takoj, ko prideš. Če ne napišeš, pa če to čakaš, da boš potem ne gre več. To moraš takoj napisati. Ti si napisala pač po sprehod po Mariboru pa v okolici, recimo, če naredim sploh. Ja, 3 mariborske griče, ne. Ker jaz pač nisem iz Maribora, sem tu na vasi še za enkrat, ne, v Dravski dolini. Ja. Danica, delaš od Slovenije doma. Ti si, Danica, v Brestanici. Brestanici si, aha. Ja, to je tu, ko greš. Saj vem.
Tam je čolnarna bila včasih. Tako, Ja. ja, veslači, recimo, pa tu mi imamo, zdaj so nam eno tako dobro pot naredili ob Dravi, Aha. iz Maribora lahko čisto do veslaškega kluba prideš brez strnici. Naredili so nam recimo zdaj 3 otoke, ki so Dravo čistili, ne. Teda to še bom mogoče napisala, to je taka pot bolj ravna, pa to pri nas je pač tako, da smo čisto pod hribom, če češ iti kam gor, to moraš 20 minutov strmo v hrib hoditi, ne. Ja, seveda, to je Pohorje. od doma. Ne, ti si na Kobansko. Na levi strani, ja. Ja, ti si na Kobanskem, ja, pardon. Ja, da Pohorje pa tudi gledamo, pa jaz ga rada samo gledam. Ja, Pohorje, ja. No pa saj Kobansko je tudi zanimivo, ne? Ja, tu pa, ko priješ na en hrib, če hočeš na drugega, moraš iti spet z dolino in to fejst, ne. Ja. Teda imamo tu Žalcarjev vrh, tako veste, da je tisti v razširjeni planinski poti, ja. Ja, pa Urban, pa to je za naju vse po 2 uri hoja, ne, in to skozi hrib. Da to delamo, ja. Super. Da, bomo še kaj napisali. Ja, dej. Za druge pa res pravim, to moraš takoj napisati. Mitja, ti, koliko si jih navedel, Damjan, to samo napišta. Dotične Ljubljane, sorry. Ja, dobro. Hvala, jaz se bom zdaj odključila, res. Hvala ti, Danica, dej, pridi še kaj, lepo te je videti. Ja, bom, v redu. Ok, Biserka, a se slišva? Kam pa ti hodiš, tam v okolici Bistrice? Halo, Biserka, ne sliši? Ok, gremo naprej. Naredi mi. Biserka, evo jo. Ja, me slišite? Slišimo. Vidimo te ne, ampak te slišimo, v redu. Pozdravljeni. Ja, jaz največ tukaj v Mariboru imam najrajši, moja točka je pa res v 3 ribnikih. Aha. To je zelo lepo, Ja, mi je samo nekdo nekaj govori. Sklopi tole, da ne bo, ne vem, torej okoli ribnika je zelo lepa sprehajalna potka, na eni strani so tako klopce, na drugi strani lahko greš okrog, greš po gozdni potki, je tudi gostinski lokal, imenuje se Pri Klinčku, sem prav rekla? 3 ribniki. 3 ribniki, aha, ja. Ja, po domače pa je Pri Klinčku, ne? Kliček. No, potem, ko gremo tukaj dol, imamo zelo lepo promenado skozi park, potem je akvarij Derari, tukaj tudi je postavljen, lahko grejo obiskovalci si ogledati te najrazličnejše ribe in to, ne. Poleti, ko je tale, ta festival Lent, takrat imajo najrazlične prireditve v tem parku, to ste že sigurno slišali, ne? No, potem je zelo lepa točka Pohorje. Pod Pohorjem se marsikaj dogaja, lepa sprehajalna potka, gostinski lokalček, hoteli, otroci se tam lahko veliko igrajo, to je zelo lepo za otroke in za odrasle. Lahko greš pa z gondolo na Pohorje in tam imaš potem pa več teh poti, ali greš, kaj si izbereš tam kakšno kočo, pa hodiš, imaš 1 uro, 2, lahko še več. Ali greš po Mislinjo, po Slovenj Gradec, ne? Ja, tam tudi, samo to je bolj daleč že, ne? Potem tukaj v Mariboru imamo piramido, Kalvarijo. Pa fajn je ta park, ne, ta mestni park oziroma 3 ribniki je fajn, ker praktično greš kar direkt v bistvu iz centra, ne. Ja, zelo lepo. Ne? Ja, red, ja. Pa tudi gor na... Meni je res ja, tako. Ne. Super, hvala ti. A sem te prekinil, še boš še kaj?
Ne, niste nič v redu. Aha. Silva, tebe že dolgo nisem videl. Ja. Živijo, Silva. Kam pa ti hodiš na sprehod? Vsem. Kaj ne, jaz vam povem, jaz hodim po svojem Majšpergu, gor, dol, vse poti, vsi me poznajo že zdavne, še ko grem na Ptuj, me pozdravljajo, tako, joj, te vidimo, ampak nimam, ne vem, kaj bi jaz opisala, to so pač te poti, malo greš po cesti, malo greš po zgornji cesti, pa zdaj imam pač tudi asistentko, gremo še po neki, smo že hodile po neki taki poljski poti med njivami, pa tako da res okoli in je pa res to, kar je Slavica povedala, jaz šele zadnjih par let to bolj ugotavljam, zelo lepo mi je, če lahko malo sama grem. In zaenkrat pač to najbolj lahko grem takrat, ko je možnost, ko ni otrok, pa grem na igrišče, pa hodim v krogih okoli tistega igrišča in pač meni je lepo tudi iti z nekom drugim, ampak to je pa tisto nekaj, kar da si sam, pa da greš res čisto s svojim tempom, pa da imaš mogoče svoje misli, mogoče še bom kako pot izumila, da bom še sama tudi šla kje drugje, ampak zaenkrat, kadar grem sama, grem na igrišče in grem okoli po tistih krogih. In tako da to, da bi pa jaz to opisovala, ne vem, moj kraj je mali in vse so tu okoli poti, samo res je, če ne vidiš, ne znaš se to tako opisati, vse imajo te razne merkacije, pa ne vem, kaj vse je tu okoli, neka vinska pot, pa ne vem, kaj vse, samo jaz dejansko nimam neke take orientacije in ne znam to opisati. To, kar jaz hodim, je res, da po dolgem in počez po mojem kraju hodim. Ja, ni lepše kot Ptujska gora v tvoji bližini. Ja, saj je. Saj to je v Majšpergu v bistvu, ne. Ptujska gora je Majšperg, ne. Ja, saj to je, ampak nekako moraš iti po cesti, no, lahko včasih smo tudi šli po gozdu, zdaj pa je tako zanemarjen tisti gozd. Včasih sem to z mamo hodila, zdaj ona več ne more, bom videla, mogoče bomo kdaj tudi z asistentko šle. Ja, saj so poti, ne, sigurno, da so. Samo moraš... Vidiš, pa smo odkrili eno markantno točko slovensko. Zanima me Alfons, ta je gospod ali se slišva? Alfons? Redno nas spremlja, jaz sploh ne vem, kdo je, pa bi zdaj mogoče on lahko povedal, kdo je oziroma kje hodi, kje se potepa okrog za... Ok, Alfons, izvoli. Ja, se slišimo? Slišimo se. Dober dan. Ja, kaj ne vam povem. Jaz včasih, ko sem še kaj videl, sem precej hodil. Kje ste hodili? Oziroma, kje zdaj hodite? Zdaj okrog hiše. Dobro. Na vrt in to. Zdaj bi moral pomagati ženi krompir sediti. Ja, to okrog. Ja, jaz sem z Goriških vrt. V redu. Pridemo na češnje. To so Greči pa doline in to, ne. Ja. Tam so dobre, ne hodimo tam, oziroma jaz še nisem bil, priznam, v vaših koncih, a ne. Bom enkrat res mogel priti malo pogledati tele, na češnje pa vina probati, a ne. Ja, to se dobi, ja. Da je tle so Greči pa dolince pa vinogradi pa to, da je taka, vse so take točke nad našo vasjo Orjen in hrib, ki še pada še zmerno v vas. No, dajte povedati, evo, eno točko v vašem koncu, s katere recimo vi lahko... Ja, najbolj znano so razdalje kar precejšnje. Recimo, naša planinska koča je na Koradi. To je ena
na 2-3 ure peš po cesti. In to je na višini 800 metrov, 812 metrov. Iz katerega mesta se ti oziroma vasice? Ja, če rečete z Nove Gorice, po Ozemski cesti. Aha, Ozemska, ja, to je tam čez Italijo, ja. Ja, tam se pride. Ja. No, to je od Nove Gorice do nas je 20 kilometrov. Aha, Do moje vasi. aha, katera vas je to? Višnjevik. Višnjevik? Ja. Aha, v redu. No, in Potem je tam znan je tisti razgledni stolp na Gonjačah. Ja, ja. Tam se kar dosti vidi okrog, tisti, ki vidi. Ja, no, ok. Ja. No, in take manjše točke so tako za pol ure, 1 uro za hoditi. In to je to. Mislim, sam ne moreš in pravzaprav skoraj nikamor. Ja. In potlej je tako, da če imaš koga s seboj, ja, kot sem že prej slišal, kakšenkrat je v redu, kakšenkrat je boljše, da si sam. In tako. Sicer sem pa res zelo rad hodil, dokler je šlo, saj sem prehodil celo tole slovensko planinsko pot in poznam te kraje po celi Sloveniji, hribe in doline. No, zdaj pa... Vse te planinske koče, ne vse, nekatere, no, precej. Zdaj bi pa lahko kakšne spomine napisal, da bi naši Birgiti pa Deli pomagal malo pri tej zanimivi akciji, ko bo za vse, ne samo za slepe, tudi za nas videče, bi bilo to zelo fajn. Ja. Zanimivo bi bilo, če bi znal, to je to. Jaz sem bolj sprejemnik kot oddajnik. Ja. Sred poslušam in polnem baterije, tako kot se reče. Na ljudski način. Ja, ok, hvala, Alfons. Lepo te je bilo slišati, oziroma vas je bilo slišati. Evo, Jernej, izvoli. Pri nas pa hodimo na Trško goro, mi imamo gor Zidanco, drugače pa gor na vrh Trške gore je cerkev, Marijina cerkev, je 8. septembra oziroma tisto soboto pa nedeljo se dogaja, ki je najbližji 8. septembru in je procesija v soboto, se pravi z Mašo s procesijo, drug dan je pa, se pravi v nedeljo je pa ob 10. Maša. To je kar zanimivo, pa tudi 15. avgusta, ko je Marijin praznik, je Maša, tako da je kar zanimivo. Pa kaj še tazga? Trška gora, potem je pa drug grič Dobrava. Na Dobravo sicer ne vem, ali sem že kdaj šel ali ne, to se glih ne spomnim. Blizu pa sem hodil. Koliko so pa te poti primerne za slepe, slabovidne? Kaj? Koliko so te poti primerne za slepe in slabovidne, koliko so urejene? Viš, to sem pozabil vsakega vprašati. Ja, na Trško goro, naprimer, če se pride z avtobusom, avtobus lahko pripelje do gostilne Ugelj, oziroma ne vem, kako se zdaj reče, v Ždini vasi, in pa se gor po taki asfaltirani poti povzpneš do vrha, do cerkve, tako da za tam približno vem, drugač pa od doma je bila včasih ena pot, taka čez Hosto, makadamska, samo problem je, ker je vmes avtocesta, tako da to ni glih za slepe,
To je bolj za, če je spremstvo, pa še to ni glih dovoljeno. Zdaj sicer je malo na nek način rešeno čez staro avtocesto, čez novo je pa nadvoz tak, pa tudi nadhod. Ne vem, kako je to točno, to bi najbolj vedel povedati moj oč. Ja, v redu, sej. Super, hvala ti. Jernej? Ja. Zlatko, tukaj čisto dopolne, spomenike gor na Trški gori? Kaj? Spomenike na Trški gori. Ja, tudi to je, ja. Slako, ne? Ja, Lojzetu Slako, tudi to je gor, pa ja. Stara lipa, ki je votla noter, je pa zdaj so menda noter jaslice, kaj je noter. Ja, to so bile pač za Božič. Ali so zdaj vedno noter, ne vem, nekaj so vedno, ne vem. No. A celo to? Ja. Aha, da jih ne podirajo. Ja, to sem slišal. No, Zlatko, ko si že glih pri besedi, kam pa ti hodiš? Jaz... Po bi pa gospod Marijo Savin prosil, da se oglasi, pa da ona malo pove. Jaz bom rekel tako, največkrat delam pohode po tako imenovani Urbanovi poti. To je krožna pot. Gremo iz Metlike gor do vasice Grabrovec, pa se pa nazaj spustiš v Metliko. Pot je delno asfaltirana, delno makadamska. Pa ti to sam greš? Ne, vedno na spremstvu, ne sam. Okay. Tako gremo skozi vasico, recimo Spodnje Brčice ali Slanci tudi, pa gor imamo čez vinogradniško naselbino in take reči je tako. Med njivami, med travniki, tako lep sprehod je. No. Pa tudi del Metlike, tukaj čisto v progi se sprehodiš. Super, fajn. Boš Zlatko kaj napisal, a ne? Mogoče, nekje 7 km je 6,9 dolžina poti. No. Zlatko, boš kaj napisal? Obljubim ne, mogoče pa. Si ni treba obljubiti, ti sam napiš. Vela. Gospa Marija Savin, a te slišva? Halo? Ne, še nisem dal besede. Mikrofon malo ugasnjen. Ok, pravi, pozdravljeni, z veseljem vas bom poslušala, sodelovala pa bom naslednjič, hvala. Ok, jaz mislim, naslednjič bomo imeli, se bomo pogovarjali o izkušnjah glede korone in slepih, to nekako smo razmišljali, da bi bilo fajn tudi to temo odpreti enkrat, a ne. Brigita, ti kot iniciatorka današnje teme pa dela, a ste zadovoljne z današnjim Zoomom? Bi še kaj vprašale, dodale? Jaz bi samo rekla, da mi je bilo zelo dobro slišati, da imate svoje poti, po katerih lahko greste sami, pač da si najdete načine, ali ne vem, neka pot, ali igrišče, ne. In ja, razumem, da je lahko slepim eno pot zelo težko opisati, ampak velja pomagati si s spletom. Adela? Jaz bi pa rekla, da mi je bilo zanimivo opaziti, kako smo na en način konformistični, kako se prilagajamo mi, ki ne vidimo tistim, ki vidijo, in še kadar za nas opisujemo poti, sem iščemo, ne vem, neke take ali razgledne točke, ali neke znamenitosti. Saj lahko opišemo kakršnokoli pot in mogoče bi bilo pa prav zanimivo, če bi kdo, ki je slep opisal na svoj način, pa bi bilo mogoče tudi lažje za slepe opisati pot. Saj ni treba, da je neka znamenitost, važno je, da se nekam gre. Mogoče je tudi narobe, da je ime izleti, mogoče bi bilo treba kaj boljšega najti. Manjka mi res tega še, sicer saj je kar raznoliko, res je, da je zaenkrat še malo prišlo, ampak res mi manjka tega, da bi nekdo slep na svoj način opisal kakšno svojo pot, tako, ki jo zna, mogoče tako, ki jo izumi, tega mi še manjka. Brigita, a jaz dam Slavici besedo? Mogoče samo še to, izlete zbiramo do konca maja in v resnici je cela ta akcija zamišljena kot neke vrste nagradna igra in v tednu slepih bo žrebanje nagrad. Tako tisti, ki bojo izlete poslali, jim bomo sporočili, kdaj točno in na kakšen način bojo lahko spremljali. A se lahko to tudi prijaviš med občinskim društvom za slepe v Kranju? Izlete pošljete kar Adeli.
Klicni center. Kaj pove mail? Klicni.center @zveza-slepih.si. Kaj pa izpada, če izpada med občinskega društva slepih v Krajnutu, pravim pri Benotu, a on to isto pošlje? To je pa, veš kaj, to je pa zdaj čisto osebno. Če je zdaj Beno pripravljen to narediti, zbira se pa, kot je rekla Brigita, v klicnem centru. Tako da zdaj pač tvoja pot, kaj ti je najlažja. A povemo nagrade ali ne? Lahko jih povemo, se niso skrivnost. Povej, kar povej. Jaz povem, preberem. Daj. Prva nagrada je polet z balonom za 2 osebi. Druga nagrada je teden dni počitnic v apartmaju Zveze v Dolenjskih Toplicah. Tretja nagrada je vožnja z muzejskim vlakom za 2 osebi. Četrta nagrada je družinska vstopnica za Postojnsko jamo. 5. nagrada je pa Monopoly Slovenija prilagojen za slepe. Tako tudi, ko smo izbirali pa razmišljali o nagradah, jaz verjamem pač, nikoli ne bo tako, da bojo vse nagrade vsem všeč, ampak smo si poželeli, da bi bile take, da spodbujajo raziskovanje Slovenije, da omogočajo mogoče eno novo izkušnjo. Tako. To so ful dobre tele nagrade. Ja, res. Slavica, Slavica, a smo na kako tvoje vprašanje odgovorili? Ja, jaz bi za finale, kot slutim, da se temu približujemo, predstavila svoj piskrček, pa akreditacijo vložila pri Brigiti pa Adeli za kakšen intervju. Jaz mislim, da potem, ko bo akcija končana. Jaz bi bila ful vesela, če nam daš kakšno stran v časopisu prej, zato da bojo ljudje izvedeli za to stvar, ker vedno je šlo tako. Večkrat smo o tem govorili, objavljali, ne vem, na spletni strani, takrat so prihajali izleti, ko smo pa opustili to, se je pa kar malo pozabili. Če razumem prav, Brigita, bi ti želela, da to zadevo malo tako tudi z eno promocijo naredimo skozi prispevek? Ja, jaz bi bila zelo vesela. Ok, v redu, razumem, verjamem. To bi mogli zdaj vsaki številki biti, ne pozabite na Brigito in na Delo. Na koncu. Ok, v redu, smo dogovorjeni, vajo pa. Hočeš reči, da gre Brigita pa Dela skupaj. AB izleti. Ja, AB, ja. ABBA, ne ABA. Ja. Še ena stvar, se mi zdi, da zelo velikokrat, ne vem, delamo nekaj vsak sam zase, Meni je pa ta akcija tako dragocena, zato ker bomo do 100% prišli res samo, če bo vsak dodal svoj prispevek. Jaz mislim, da je to en tak komplet, kot so te petkove Zoom kavice, a ne se v bistvu malo z tega vetra prileti, malo veter prinese in tako naprej, ideja tukaj tam, pa je na koncu pod črto tako potem en uspešen projekt. Tako. Od katerega imamo v resnici lahko vsi nekaj. No, tako, ja, vse to ravno, ja. Super. Ne, ideje, v bistvu tako bom rekla, jaz sem že zdavnaj rekla, da Brigita je izredno pronicljiva s temi svojimi idejami, tako mislim zelo domiselno, zares kreativno, tako tudi všeč so mi tvoji naslovi poimenovanja, recimo, tudi to tako vidim, da je zelo tako domiselno narejeno zmeraj. Ja, no, ok, ko bomo pa tukaj na tej točki bomo končali. Zdaj, jaz lahko rečem to, da drug teden se bomo o koroni pogovarjali, ker je Martin Golob je rekel, da nima časa, da bi malo prišel nam za veliko noč. Ampak sva pa zmenjena, da ga bomo gostili maja. Jaz pa še nekaj z Martinom. Jaz sem bil tudi na njegovi novi maši, sem tudi bil jaz. No, evo, ko bomo pa maja imeli pogovor, pa boš spet prišel do besede, če ne prej. Ja. Skratka, v redu. Brigita, zaključna beseda je tvoja.
Mislim, da je na telefonu, veš. Nisem bila zdaj pripravljena na to. Sem mislila, da tisto, kar sem prej povedala, je bilo že zaključno. No, v redu, okej. Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo tako. Evo, okej. Adela, boš še ti kaj rekla? No, prav, lahko, no, če je jih treba, bom pa še jaz rekla. Upam, da bomo dobili več kot 100 izletov in da bomo odkrili, kam se da priti z javnim prevozom in kam ne. No, super. Ok, mi pa dajmo podpreti naše punce, da bojo tole uspešno speljale, da bomo imeli vsi koristi od tega. Ajde, lepo se imejte. Enako. Ko se temu reče, ob istem času na istem mestu. Pa bodite mi zdravi in veseli. Dio. Adijo. Ciao.